Ali menite, da je politika Evropske unije do tako imenovanih ilegalnih migracij, zapiranje migrantov v centre za tujce, omejevanje osebne svobode, deportacije v matične države pravična? Ja, gre za neko samozaščitno ravnanje. Jaz tukaj zdaj o sami načelni politiki zelo težko kaj rečem. Jaz nisem seveda pristaš tega, da se kogarkoli omejuje. Je pa to na nek način vendarle vračanje udarca. Vsi ti migranti so vendarle po večini iz bivših kolonialnih držav. Problematična je, zaradi tega, ker ti procesi so, te migracije so ogromne, ki jim pričajo o težavah, ki imajo ljudje v svojih državah. Države, ki pa naj bi sprejemale te ljudi, pa niso pripravljene na to. In pač teh ljudi se izogibajo ali pa jih uporabljajo in če z veseljem za eksploatacijo, se pravi za tisto najnižjo delovno silo, kar pomeni, da se s temi ljudmi dogaja popolnoma prestrukturira ta geografska, mislim, ta populacijska opcija, ta zemljevid na ta način, da se vzpostavljajo seveda nova, tako rekoč sužnjelastniška razmerja z ljudmi, ki prihajajo v druge države in so tam eksploatirani do konca. Mislim, da je pravična in pravilna, vendar po mojem mnenju še premalo ostra. To je težko odgovarjati, verjetno da ni, ampak zato je pa politika, da ustanavlja je ali ni. Ja, torej Evropska unija mora na nek način zagotoviti omejevanje priseljevanja. Seveda je pa ob tem usporedno potrebno tudi urediti to, kar sem prej našteval, tudi za svojo avtoriteto, za svojim sodelovanjem, za pomočjo pomaga za to, da v teh deželah prije do večje demokracije, do večje osebne svobode, do večje ekonomske pravičnosti. Ja, zagotovo je problem v tem, da je treba nekaj storiti, da bi migracije bile legalne. Ilegalne migracije terjajo določene ukrepe in tudi ne ravno zapiranje, ampak nastanitev v centre za migrante, dokler se njihov status ne definira oziroma dokler ne pridobijo pravice dobivanja oziroma delovnega dovoljenja in podobno. Bi rekel, puščati migrante v državi povsem svobodne, ne da bi vedeli, kje so, koliko jih je, kaj počnejo, odkot so, čigavi, kdo od njih zagovarja, kako živijo in tako naprej, to pač ni mogoče. Nek red mora biti. Pojem pravičnosti je v tem kontekstu zelo problematičen. Tukaj bi bilo treba pogledati, kot rečeno še enkrat, zakonske podlage bi bilo treba zelo natančno in dobro pretresti, jih narediti nekako humane, človeške, socialne, tudi modernizirati jih in potem jih dosledno izvajati. In tukaj not potem pa se da diskutirati o pravičnosti in nepravičnosti. No, sem pa vedno bil na stališču, da določena pravila morajo veljati. Kar se tiče pravičnost, to je vedno, sploh pa v teh takih primerih dokaj relativen pojem, ne. Jaz sem vedno zagovarjam tole, da pravica na prvem mestu je svoboda, pravica vsakega posameznika, ampak glede na to, da v teh primerih na to še vplivajo marsikateri dejavniki in to pač moramo tudi upoštevati in Evropska unija se tudi tega drži. Torej, mislim, da vprašanje je tudi povezano z vprašanjem pravičnosti samih Evropejcev. Jaz osebno si ne bi dovolil, da bi šel jaz osebno v katero drugo državo, pa naj si bo članica Evropske unije, in seveda tam zahteval bonitete, ki bi bile večje od njihovih državljanov. Torej, ne gre, da bi kar tako počez ocenjevali politiko Evropske unije kot negativno. Evropska unija se je znašla v razmerah, ko je število teh imigrantov iz tovrstnih tretjih držav res tako zelo veliko, da mora na nek način te probleme reševati. In zaradi tega je nekoliko poostrila to imigrantsko politiko, kar je na nek način razumljivo. Zaveda pa se širših razsežnosti tega problema, zato je tudi v zadnjem času vse več akcij
skoordiniranih in usmerjenih v to, kako pravzaprav odpraviti vzroke, zakaj toliko število ljudi prihaja iz tretjega sveta v Evropsko unijo in ravno na področju socialne kohezije, na področju sodelovanja med Evropsko unijo in Afriko, Azijo, Latinsko Ameriko je v zadnjem času prišlo do velikih premikov. Torej, Evropska unija želi zastaviti takšno politiko, da bo zajezila ta množični prihod ljudi iz tretjega sveta in da jim bo pomagala na ekonomskem področju zlasti doma, kjer so, da bi tam pomagala Evropska unija ustvariti boljše pogoje za življenje tem ljudem.